S kitkom v svet pravljic. Radio Sora poslušate v tem torkovem poznem popoldnevu ali zgodnjem večeru, kakor pač hočete. V našo družbo zdaj le še prav posebej lepo vabim naše najmlajše. Čas je namreč za pravljico. Tanja Erlah iz Škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja pa je za danes izbrala pravljico Kako se je ženila veverica. Uživajte! To se je zgodilo v tistih časih, ko veverica še ni imela moža. Jež jo je snubil, zato jo je pogosto obiskoval in ji nosil darove. Vse dneve se je potikal po okoliških vrtovih, iskal jabolka in sladke hruške ter jih nosil veverici. Veverici jež sicer ni bil kdo ve kako všeč, a pred tolikšno pozornostjo je vendarle morala kloniti. Prav, je rekla nekega dne, vzamem te za moža, moraš pa obljubiti, da boš dober z menoj. Prevzet od silnega veselja, je jež obljubil vse, kar je veverica zahtevala. Takoj zatem so začeli vabiti svate. Volk je bil za starešino, lisica za starešinko, zajec za druga, srna za družico, veverica nevesta in jež ženin. Naredili so veliko svatbo. Ptiči so bili godci in godli so, da je bil ves gozd na nogah. Po svatbi je šla veverica spat na smreko, jež pa za njo. Prišla sta v njeno gnezdo in legla. Jež, ki ni bil vajen po drevju plezati in se je še ves tresel od strahu, se je stisnil tesno k njej, da bi bil varnejši. Veverici pa to ni bilo všeč. Odmakni se, mu je rekla. Zelo me bodeš. Jež je ubogal in se nekoliko odmaknil od nje. Odmakni se bolj, še vedno me bodeš, je zahtevala veverica. Jež je ubogal, a veverica še vedno ni bila zadovoljna. Nejevoljna, kot je bila, ga je nahrulila. Odmakni se, bodičar, kaj te nisem že dvakrat opomnila. Prestrašeni jež se je umaknil, kolikor se je mogel, a je bilo že prepozno. Izgubil je ravnotežje in padel na tla. Tako se je udaril, da ga je veselje do zakona in do veverice čisto minilo. Zvito nogo je odkrevsal po svetu in ni nikoli več mislil, da bi se vrnil na drevo. Veverica pa je ostala vdovica, a tudi s tem ni bila zadovoljna dolgo časa. Znova se je omožila in vzela veverščaka za moža. A tudi z njim se ni nič bolje razumela, kakor z ježem. Tudi njega je poskušala izriniti iz gnezda. Toda veverščak, ki je vedel, kaj se je bilo dogodilo ježu, je bil pametnejši. Ni padel na tla, temveč samo na prvo vejo. Tam se je oprijel s krempeljci in se prepiral z ženo. Vse do današnjih dni se nista pomirila. In veverščak je še zdaj užaljen. Kjerkoli sreča veverico, še vedno kriči nanjo.